Toše, nogometaš si od malih nog. Povej nam, a se mogoče še spomniš, kakšne so bile tvoje prve brce žoge, kje si žogo dobil, kakšna je bila tvoja prva žoga? Ja, se spomnim, ja. Moja prva žoga je bila, rečemo, tista znamenita Bubamara. Dobil sem jo pa od očetove poročne priče. Potem se dejansko vsaka stvar začela in končala z žogo pa z nogometom. Trenirati si začel pri 9 letih. A nam poveš, kako na nogomet gleda 9-letnik, 12-letnik, 15-letnik, profesionalni nogometaš, kakšne so razlike? Po moje, da je, ne vem, pri 9-letnemu fantu ali pa mogoče še malo mlajšemu, nekako pritegne k treniranju, ne vem, to, da nekdo od njegovih sošolcev, prijateljev, ne vem, začne trenirati. Potem, se pravi, kolikor odraščajo, se 12-letnik se že poistoveča z nekaterimi, ne vem, bom rekel, najboljšimi igralci nogometa. Potem, ko pa enkrat pride do mladinske kategorije, ko je enkrat star 17-18 let, potem pa že razmišlja v tej smeri, da v bistvu rabi samo še en korak, da pride do te velike scene. Nekaj let si igral tudi za člansko moštvo nogometnega kluba Domžale. Kaj je bil razlog, da si sezul kopačke? Pa v bistvu je bil glavni razlog to, da sem na enem od treningov doživel neprijetno poškodbo. Trenutno si trener selekcije U12, tvoji fantje verjetno že korakajo v puberteto. Kako to vpliva na tvoje delo, na vaše delo? Na samo delo ne vpliva. Je zanimivo opazovati fante, ki se približujejo ali so v puberteti, na najrazličnejše načine določeni poskušajo izstopati, biti zanimivi, duhoviti, nekateri uveljavljajo svoj prav, ampak načeloma ni nobenih težav in je resnično veselje delati z njimi. Imaš 10 let staro hčerko, a s njo tudi zanima nogomet? A se kdaj pogovarjata o tvojem delu? Dobro, zdaj da rečem, da jo glih zanima nogomet, mogoče ne pretirano. No. Pogovarjava se pa edino toliko, ker veliko njenih sošolcev trenira v klubu. Pri en let starejši selekciji od moje. Tako da, če nanese kakšen pogovor, nanese na kakšnega od njenih sošolcev, kaj je naredil, kaj je v špiču, a je bil priden, a dela tako, kot bi moral. Drugače, nogomet kot nogomet pa jo niti ne zanima preveč. Kaj pa tvoji hobiji, glede na to, da imaš redno službo, da si trener, a ti ostane še kaj časa za kakšen hobi? Predvsem, bom rekel, najraje se usedem na kolo pa se odpeljem na kakšno turo, malo daljšo. Tako da lahko rečem, da mi je kolesarjenje najljubši hobi, poleg nogometa. Potem rad preberem kakšno dobro knjigo. Vsi trenerji našega MNC-ja ste zelo povezani, ste tako kot ena velika družina. Še posebej veliko časa pa preživiš s trenerjem Džerijem, pa me zanima, o čem se pogovarjata največkrat. Ja, večina pogovorov med mano pa Džerijem je nogometnih. Glede na to, da se najine, v bistvu, da se selekcije, ki jih trenirava, prepletajo, analizirava kakšnega igralca, kako je napredoval, kako mu gre. Ker je danes Valentinovo, kaj bi zaželel vsem puncam? Glede na to, da je danes Valentinovo, bi vsem puncam, ženam, prijateljcam zaželel veliko ljubezni. Ampak to ne pomeni, da samo na današnji dan, ampak se pravi, to naj se ponavlja vsakodnevno. Hvala za tale pogovor, Toše. Tebi in tvojim fantom želim veliko uspehov, veliko nogometnih užitkov in pa da bi čim lažje premagovali tole mejo med leti, ko je bil nogomet bolj igra, in med leti, ki prihajajo, ko gre pa bolj zares. Hvala vam.